Pozdravljeni na drugem dnevu 14. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Danes bo prva delavnica z naslovom Zmaj za prihodnost. Tako da, Urška, jaz bi te kar povabila, da na hitro predstaviš svojo delavnico, sebe mogoče. Vse, ki nas pa gledate na Facebooku, pa vabim, da se nam pridružite na Zoomu. Izvoli, Urška. Hvala, zdravo vsem. Moje ime je Urška, sem prostovoljka pri Društvu za združene narode za Slovenijo, ki ima sedež v Ljubljani. Danes pa sem z vami z eno posebno delavnico z naslovom Zmaj za prihodnost. Preden začnemo, vam bom povedala, kako bo ta delavnica danes potekala. Na začetku bom na kratko predstavila Organizacijo združenih narodov, potem pa vas vabim k ustvarjanju, izdelovali bomo papirnate zmaje. Upam, da bojo na koncu tudi poleteli, ampak to mi boste lahko povedali komaj, ko se delavnica konča. Začnimo torej z Organizacijo združenih narodov. Sedež ima v New Yorku, v Združenih državah Amerike, in letos praznuje svoj 75. rojstni dan. Zdaj, če se malo poigrate z številkami, boste ugotovili, da je bila ustanovljena leta 1945 po koncu druge svetovne vojne. To pa je pomembno, ker so se voditelji držav po svetu takrat odločili, da ne želijo več vojne, ampak želijo živeti v nekem mirnem svetu. In ob tej veliki obletnici oziroma rojstnem dnevu Združeni narodi vabijo k največjemu svetovnemu dialogu oziroma pogovoru. Zanima jih, v kakšnem svetu želimo ali želite živeti v prihodnosti. In v tem pogovoru lahko sodelujete otroci, starši, babice, dedki, učitelji, frizerji, policisti, skratka vsi člani družbe. Ali ste že kdaj razmišljali, kakšen bi naj bil svet čez 10, 20, 30 let? Ne? No, mogoče vam lahko pomagam, tako da predstavim cilje trajnostnega razvoja. Morda se sliši nekoliko zapleteno, ampak je čisto preprosto. Voditelji iz 193 držav po vsem svetu so se spraševali o tem, kako doseči razvoj za ves svet in pri tem odpraviti revščino, lakoto, zagotoviti vsem ljudem dostop do čiste vode, kakovostno izobraževanje, pa tudi kako ohraniti življenje v vodi, življenje na kopnem in hkrati ustvariti tudi delovna mesta, ki so, bomo rekli, primerna za vse ljudi po svetu. Ustvarili so 17 ciljev, mislim, da jih tudi vidite tukaj na predstavitvi. Prvi, torej odprava revščine, drugi smo rekli odprava lakote in na koncu vidite 13., 14. in 15., ki so povezani z varovanjem okolja. Vse to je seveda zelo pomembno, ampak še bolj pomembno pa je od tega, kaj si pa vi želite, torej kakšno prihodnost si želite. Zdaj vas vabim, da za kak trenutek malo o tem razmislite. Lahko tudi zaprete oči, pa si predstavljajte svet čez 10, 20, 30, 40 let. Če bo kdo z nami želel deliti kakšno idejo, predlog, bomo tega zelo veseli. Sicer pa se bomo še na koncu o tem pogovorili. Imamo en predlog, Lina nam želi nekaj povedati, izvoli. Jaz mislim, da bi bil svet malo bolj umazan, če ne bi skrbeli za njega. Seveda, kaj pa zdaj to pomeni? Torej želimo svet, ki ni umazan. Ja, čistega, da bo lepo urejen pa vse. Odlično. Zdaj, Lina, predlagam, da si to idejo mogoče nekam zapišeš, da je do konca delavnice ne pozabiš. Okay. Okej. In seveda enako velja za vse ostale. Takole, ste pripravljeni na ustvarjanje? Ja, vidim, da imate. Odlično, potem pa začnimo. Najprej bomo preverili, ali imate vse potrebne pripomočke. Potrebujete 2 leseni paličici, vrvico,
lahko tudi sukanec, papir, vrvico za zavijanje daril, lepilo, karje, ravnilo, svinčnik, pa mogoče kakšne barvice. Svinčnik, vse imamo, odlično. Torej lahko pričnemo. Najprej potrebujemo 2 leseni paličici, ki jih bomo zarezali torej na vsako palico na obeh koncih. Zdaj tukaj na sliki, če pogledate, si boste mogoče malo lažje predstavljali, kaj s tem mislim. Uporabite lahko škarje, če ne bo šlo, si pomagajte s kakim nožem mogoče, ampak bi bilo dobro, da prosimo za pomoč kako odraslo osebo, če nam slučajno ne gre. Okay, vidite, tole bo ogrodje našega zmaja in mi bomo napeli vrvico oziroma ta sukanec po celotnem ogrodju, tako da zarezice morajo biti tukaj zgoraj, spodaj, pa tukaj, pa tukaj. To pa tukaj samičken zarežem. Ja, čisto malo, toliko, da boš lahko sukanec dobila v to zarezico. Tako, zdaj bomo pa vzeli 2 paličici in ju postavili v obliko križa. Takole. In ju povezali z sukancem. Torej, zdaj tudi tukaj na sliki lahko vidite, imamo 2 paličici, ki smo jo postavili v obliko križa in tukaj bomo zdaj okoli zavili sukanec. Eno vprašanje. Izvoli, Lina. Tudi na tej spodnji, zgoraj spodaj. Tudi. Ok, torej še enkrat ponovimo drugi korak za vse, ki ste z nami. Se pravi, leseni paličici postavimo v obliko križa in ju tam, kjer sta skupaj, kjer se stikata, zdaj, če vidite tole rdečo pikico, povežemo oziroma zavežemo sukancem. Zdaj, če pogledate tole mojo, vidite, da je tukaj mogoče malo rdeče, tukaj je povezano s sukancem. Torej, vzamemo 2 paličici, ki jo postavimo skupaj tako, da imata obliko križa. In potem tukaj, kjer se stikata, bomo z sukancem zavezali, zato da se ne premikata, da bo naš zmaj trden. Ja. Ok, jaz pripravljena, imam sukanec. Ok, Lina je pripravljena, kaj pa ostali? Dajte malo pomagati. Da smo pripravljeni, odlično. Takole. Zdaj pa bomo napeli sukanec oziroma vrvico, tako da bomo dobili obliko romba. Se pravi, začeli bomo pri našem zmaju, upam, da vidite tukaj na vrhu, pa potem napeli sukanec do druge paličice, pa nadaljevali navzdol, potem spet navzgor do druge paličice in nekje dobro zavezali. Zdaj ne vem, koliko se to na mojem vidi, se pravi, od tukaj, sem, pa navzdol napnemo sukanec in nekje dobro zavežemo. Ok, sedaj pa res gremo na naslednji korak. Tole našo konstrukcijo, se pravi tale križ, ki smo ga naredili, boste sedaj položili na papir in obrisali s svinčnikom. Tako da bo na papirju nastala oblika romba. Če pogledate tukaj na sliko, imamo en tak križ in okoli torej obrišemo s svinčnikom. Lahko si pomagate tudi z ravnilom, če želite. Vzeli boste ravnilo in izmerili nekje 2 cm stran od tega obrisa in okoli narisali še en rob. Najlažje je mogoče tako, da se kar postavite tukaj, kjer je paličica, potegnete eno črto dolgo 2 cm, pa spet tule, ko je paličica, potegnemo črto, pa tule in potem narišemo okoli še en romb. A takole? Ja, takole, Lina, super. Ok, zdaj pa, če ste tudi ostali tako daleč in sledite, izrežete romb, torej tega večjega izrežete iz papirja
In to je zelo pomembno, naredite eno zarezo še potem od tukaj na vogalih, se pravi, da pridete od tega manjšega obrisa. Evo, zdaj, če pogledate, mogoče se tukaj bolj jasno vidi. Torej, izrezali smo ta večji romb, pa naredili eno zarezo na koncih, torej od vrha tega večjega roba, pa potem do tega manjšega, da bomo lahko lepo oblikovali našega zmajčka. Zdaj bom povedala kar naslednji korak. Začeli bomo z zapogibanjem stranic. In sicer bomo stranice zapognili tako, da bomo spet dobili ta manjši romb. To pa zato, ker bomo noter potem položili konstrukcijo zmaja in kot vidite tukaj na sliki, bomo potem ta odvečen del, če lahko tako rečemo, bomo navznoter zalepili. Skratka, zdaj najprej zapognemo vse te stranice, tako da dobimo tisto prvo obliko manjšega zmaja. Zdaj, če tukaj pokažem, ne vem, koliko se vidi, ampak vidite, da sem tako zapognila, da nastane manjši zmaj. Takole, zdaj pa bomo v tale papirnat zmaj položili leseno konstrukcijo. Vzeli bomo lepilo in zalepili papir na to leseno konstrukcijo. In ko boste to naredili, potem bo pa zmaj res že dobil svojo pravo podobo. Če vam pokažem še en primer, zdaj lahko vidite, kako potem to izgleda, ko zalepimo. Torej, še trije koraki do konca. Vrvico bomo zdaj pritrdili oziroma zavezali na 3 koncih. Tukaj čisto na vrhu, pa potem na levi in desni strani. In jo takole, kot je prikazano na sliki, skupaj zavezali. Zato bo naš zmaj dosti lažje letel. Koliko mora biti tale vrvica dolga, pravzaprav ni zelo pomembno, ampak naj bo recimo pol metra, tako da boste lahko preizkusili svojega zmaja. In seveda dodamo na koncu še repek, tega pa izdelamo iz vrvice za zavijanje daril, ki jo lahko po želji okrasite tudi z majhnimi pentlicami in potem ta repek pritrdite tukaj spodaj na zmaja. Evo, takšen je moj zmaj z roza repkom, z pentlicami. Takole. Pa še zadnja informacija, preden zaključimo. Zmaja sedaj obrnemo in napišemo na njega, v kakšnem svetu želimo živeti. Lahko pa dodamo tudi kakšno slikico, ga pobarvamo, narišemo oči, usta, nosek. In zelo bomo veseli, če kakšno slikico delite z nami. Lahko nam jo pošljete po mailu in bomo potem seveda z vašim dovoljenjem, seveda brez imena ali česa podobnega, delili na družbenih omrežjih, seveda, če želite. Vabimo pa vas tudi k sodelovanju pri izpolnjevanju ankete ob tej veliki kampanji Združenih narodov, ki jo tudi v slovenskem jeziku najdete na zapisani strani. Hvala vsem za sodelovanje, meni je bilo zelo lepo v vaši družbi. Vabim vas pa še 2. junija na eno tako pravljično delavnico, tako da do takrat pa uživajte na vseh ostalih delavnicah v okviru festivala. Hvala za eno super delavnico. Jaz bi Lino sam še enkrat prosila, naj pokaže, kaj ga super zmaja naredila, da bojo vsi videli. Bravo. Super. A je še komu uspelo dokončati? Nama kmalu. Wow, bravo, tudi Lana in Nastja, super. In naprej. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.